Kako je bilo v Cancunu? Ocene so zelo različne, odvisne so pa seveda od tega, kaj so ljudje od Cancunške konference pričakovali. Tisti, ki zelo resno jemljajo opozorila znanstvenikov, ki delujejo v okviru Združenih narodov, vedo, da se svet odziva izredno počasi in zaradi tega seveda ne morejo biti zadovoljni. Zadovoljni bi lahko bili le z mnogo bolj bogatim vsebinskim sporazumom, ki bi natančno določal, kakšne so odgovornosti držav, tako natančno, da bi lahko države tudi takoj začele ukrepati. Kajti znanstveniki so nas obvestili, to rekla kar skoraj da soglasno, da moramo ukrepati tako, da se bodo globalni izpusti začeli po letu 2015 zmanjševati. Ti ljudje seveda niso zadovoljni. Tisti, ki so pa spremljali mednarodna pogajanja ves čas, pa vedo, kako velike so razlike v mednarodni skupnosti, kako velike so razlike med razvitimi državami, državami v razvoju, najmanj razvitimi državami, njihovi pogledi, pričakovanja, pripravljenost ukrepati, kako veliko je znanje in izkušnje. Ti pa seveda so vedeli, da bo nek sporazum izredno težko sprejeti in so zadovoljni s tem, kar se je v Cancunu zgodilo. Moram povedati, da dogovor ne bi bil mogoč, če ne bi potekal pod okriljem zelo spretnih organizatorjev. Mehinčani so se zelo dobro na nek nov inovativni način lotili pogajanj in ocenjujem, da je tudi zaradi njihovega pristopa in vztrajnosti in prizadevnosti uspelo doseči nek dogovor. Kakšna je pa moja bolj podrobna ocena? Jaz menim, da je to dogovor, ki je tako naravnan, da nam je še možno doseči tisti cilj, ki je bil zadan, namreč, da se globalna temperatura lahko zviša največ za 2 stopinji Celzija. Sama sem seveda tudi nezadovoljna z tem, da ni v sporazumu drugih številk v zvezi z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov. Ampak vendarle, ta sporazum daje nek sistemski okvir, ki določa glavna področja, na katerih bo mednarodna skupnost delovala in ki določa tudi mehanizme, ki bodo vzpostavljeni in bodo skupni za ukrepanje, določa tudi roke in zelo pomembno se mi zdi, določa tudi finančni okvir. Dobro se mi zdi to, da sporazum resnično odslikava tisto, kar je bilo lani sprejeto v Kopenhavnu, kar pomeni, da je to nek kontinuiran proces in da torej vlade, politiki ne računajo ali kalkulirajo s tem procesom na tak način, da bi se recimo v naslednjo leto bi bilo možno kreniti v drugo smer ali v malce drugačno smer. Se pravi, to je kontinuiran proces, tisto, kar je sprejeto, se upošteva. Zdaj, če bo vprašanje, če vas zanima bolj natančno, kaj je bilo sprejeto, bom morda potem razložila, da ne bom zdaj predolga. Morda zaključim odgovor na to vprašanje predvsem s tem, da je moja ocena tudi to, da zdaj se je pa ukrepanje resnično začelo. Potem, ko je bil ta sporazum sprejet, mednarodna skupnost dejansko bo začela z ukrepanjem, kajti natančno je navedeno, kaj morajo posamezne vlade narediti in kaj mora narediti mednarodna skupnost. Pripraviti se morajo začeti delovni dokumenti, akcijski načrti, vzpostavljena bo institucionalna osnova za delo. Zdaj, kaj pa to pomeni za Evropsko unijo in za Slovenijo? Za Evropsko unijo pomeni, da je to vendarle rezultat naših dolgoletnih prizadevanj, da moramo na področju podnebnih sprememb bolj korenito ukrepati kot mednarodna skupnost. In pomeni tudi, da smo z atraktivnim podnebno-energetskim paketom, ki je zakonodajni paket, šli v pravo smer. Pomeni pa tudi, da moramo v nadaljevanju zelo paziti,
da bomo sicer sledili svojim podnebnim ciljem, svoji smeri trajnostnega razvoja, hkrati pa se ne preveč oddaljili od ostalih. In s tem imam v mislih tudi vse nove pobude, ki prihajajo za sprejemanje nove in nove zakonodaje na tem področju. Menim, da smo ogromno zakonodajnih zahtev sprejeli v zadnjih 2 letih in da se moramo zdaj predvsem posvetiti izvajanju zakonodaje. Pri Sloveniji bi pa rekla, da je pa stvar nekoliko drugačna. Slovenija se z zakonodajo temu procesu še nikakor ni prilagodila. Sprejeli smo sicer zahteve, ki jih od nas terja skupna evropska zakonodaja. To so zahteve v zvezi z deležem obnovljivih virov energije, pa zahteve glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, ampak nobenega drugega dokumenta ni, ki bi me prepričeval o tem, da smo mi res krenili na pot trajnostnega razvoja. Nujno potrebujemo strategijo za ukrepanje na področju podnebnih sprememb. Vlada se je odločila sicer za nekoliko drugačen pristop, da bo sprejela zakon o podnebnih spremembah. In rekla bi tako, v redu, možen je tudi drugi pristop, ampak nekaj pa potrebujemo. In jaz mislim, da je že res za Slovenijo skrajni čas, da tu ukrepamo tako, da bomo igrali proaktivno vlogo in da ne bomo imeli čez nekaj let težav s tem, da bomo prekomerno onesnaževali okolje, hkrati pa Evropski uniji plačevali kazni. Sporazum mednarodne skupnosti daje dobro osnovo za pogajanja naslednje leto in moja ocena je taka, da to, kar se je zgodilo zadnji dan pogajanj v Cancunu, kaže na to, da bo podpisan nek nov globalni sporazum za leto 2013 in da je to mnogo bolj verjetno, kot da bi šli v drugo obdobje Kjotskega protokola. Kajti, če primerjam obe dve vzporedni poti, po katerih smo šli, smo na področju novega mednarodnega sporazuma letos dosegli mnogo več kot na področju nadaljevanja Kjotskega sporazuma po izteku njegove veljavnosti leta 2012.